Lepo pozdravljeni na današnjo tiskovno konferenco, ki je namenjena vprašanjem v zvezi z shodom, ki ga prireja Zbor za republiko, kot že veste, 8. februarja ob 11. dopoldne. Tako kot smo v Zboru za republiko že nekajkrat poudarili in to sporočilo tudi posredovali javnosti, naj ga na tem mestu še enkrat ponovim. In sicer, kdaj je Zbor za republiko prišel do zamisli, da ta shod organizira 8. februarja in kako so potekale priprave na samo prireditev. 14. januarja smo na sestanku sveta Zbora za republiko sprejeli sklep o tem in že kmalu zatem, že 16. januarja, stopili v stik s pristojnimi službami v mestni občini Ljubljana. Kot veste, 16. januarja o tem ni bilo nikjer še nobenega drugega obvestila. Potem, ko smo 18. januarja od njih dobili odgovor, da je možno prireditev organizirati na Kongresnem trgu, da ni nikoga drugega, ki bi želel prijaviti shod na tem mestu, smo nadaljevali s vsemi postopki, smo poslali ustrezno prijavo, dobili osnutek pogodbe v pregled in potem tudi 8. januarja podpisali ustrezno pogodbo za to prireditev. In do sedaj priredili tudi vsa potrebna dovoljenja, ki so potrebna za organizacijo take prireditve. Gotovo vas bo zanimalo, koliko stane taksa, pristojbina, za to, da neka organizacija, ki želi prirediti javni shod na Kongresnem trgu in ki pridobi potem seveda tudi ves prostor na Kongresnem trgu, kolikšna je višina take pristojbine, pa mora biti, oblikujem neko povratno vprašanje. Kaj pa mislite, grozno zoči, koliko bi bilo treba prispevati oziroma plačati za pridobitev take pristojbine? A lahko povejte kakšno številko za ves Kongresni trg? Nič javna površina, če da se Prosim? Mogoče nič. Ne, pristojbine je treba plačati. Ja. Ni, kot vedi, nimate predstave, vsekakor ne visoko. 240 evrov. To povem zato, da ne bi krožili govorice, da je treba plačati ne kakšne velike prispevke za to pristojbino, pa tudi zato, da se vidi, da praktično lahko vsaka resna organizacija, ki namerava prijaviti nek shod, lahko zmore plačati tako pristojbino. Toliko gotovo lahko pri nekem množnem shodu pridobi od udeležencev. Tako da, kot vidimo, višina te pristojbine ni neka ovira, ki bi preprečevala vsakomu v Sloveniji, ki želi nek shod prijaviti in ga tudi v skladno s predpisi, tako rekoč bom rekel, umestiti na določen javni prostor, ni previsoka in vsakdo zmore pač pokriti takšno višino pristojbine, ki se plača mestni občini. Torej, potem, ko smo podpisali to pogodbo za to višino, 240 evrov, so se stekli tudi druge priprave. Gotovo vas bo zanimalo tudi vprašanje zagotavljanja varnosti. Prepričani smo, da so tudi drugi udeleženci javnih zborovanj, ki so veseli v zadnjem času miroljubni in da nasprotujejo nasilju. Na zadnjih shodih, ki so se vrstili, ni bilo videti izpadov nasilja, zato smo tudi sedaj globoko pripričani, da se ne bodo povzročili prizori, ki so bili prisotni na prvih shodih, kjer je pa res bilo tudi videti ne samo take napise,
ki so direktno pozivali k nasilju, ampak je prišlo tudi do uporabe fizičnega nasilja v teh prireditvah. Trdno smo prepričani, da se to v belem dnevu ne bo zgodilo, da bi pa naprej preprečili kakršnekoli nesporazume, smo od vsega začetka že pozivali tudi vse, ki se bodo tega shoda udeležili in za katere smo trdno prepričani, da bodo prišli pod geslom našega srečanja, ki pomeni za vse, ki v srcu dobro mislijo, naj pridejo seboj z slovenskimi in evropskimi zastavami in naj s temi manifestirajo simbolno sporočilo, ki ga prinaša ta shod. Kaj je namen tega sporočila? Namen tega sporočila je, bom rekel, trezno predstaviti slovenski javnosti položaj, v katerem se Slovenija ta trenutek ne kot dežela, ampak kot država nahaja. Država, ki mora zagotoviti neko notranjo stabilnost, da je omogoča nadaljevanje zelo uspešno začetih reformnih ukrepov in ki nam tudi omogoča, da se v drugi polovici leta znajdemo med tistimi evropskimi državami, ki se lahko z zadovoljstvom uzrejo na prehodno pot preteklega leta in ugotovijo, da smo naredili potrebne korake, da smo se izkopali iz najhujšega izziva, ki je državo Slovenijo gledu v lanskem letu. Katere so prednostne naloge, na katere bo treba opozoriti in ki jih je vsekakor treba nadaljevati in tudi dokončati. Naj omenim najprej konsolidacijo javnih financ, potem prepotrebno ozdravitev bančnega sistema, potem zelo nujno zagotavljanje likvidnosti državnega proračuna. Gotovo je zelo pomembno tudi to, da sprejmemo tudi neka druga simbolna sporočila, ki lahko pomembno pomirje tudi tujino. Mednje uvrščamo zlasti predlagane ustavne spremembe o ureditvi referenduma v Sloveniji, spoštovanje fiskalnega pravila, za katerega bi bilo še vedno najbolje, da ga umestimo v ustavo, vsekakor pa velja že kot mednarodna pogodba, to pomeni, da je treba dosledno spoštovati. In to so te naloge, pred katerimi smo, in te naloge, ki nam zagotavljajo, da Slovenija lahko, vključno tudi z reformo trga dela, naj se opozorim tudi na to, ki nam omogočajo, da prebrodimo z najmanj bolečimi, izkušnjami, bo rekel, obdobje prihodnega pol leta. V tem času nas čakata še dve zahtevni nalogi. Čaka nas predvideni sprejem sosednje države Hrvatske v Evropsko unijo, za kar je treba zagotoviti ratifikacijo pristopne pogodbe do datumskega termina sredi poletja, ki je ključen. Niti za en dan tega ne moremo zamuditi. Če zamudimo za en dan, je zadeva zadeva in potem ta termin dokončno propade. O tem lahko odloča samo državni zbor. Odločati mora za dvotretjinsko večino. Vsakršna misel na to, da bi v tem obdobju lahko imeli obdobje političnega vakuma ali nestabilnosti, je več kot tvegane, je pravzaprav kazati. K temu pa je treba prišteti še naslednje sporočilo, ki se ga enostavno moramo zavedati, bom rekel, kot zrela država, ki mora skrbeti sama zase. Nismo več dežela v okviru neke druge države, ki sprejema naša poglavitna bremena. Moramo odnositi odgovornost in to je pa naslednje. Do poletja se bo država morala dodatno zadovoljiti za
po najbolj skromnih ocenah v 1 milijardo 200 milijonov evrov. Zato, da zagotovi nemoteno delovanje proračunskih obveznosti. Kaj pomeni to v praksi? To pomeni v praksi, da lahko zagotovi nemoteno delovanje javnega sektorja še naprej, seveda tudi nemoteno vlogo socialne države pri zagotavljanju sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in drugih transferov z področja socialne države. Temu mogoče uiti. Poleg tega pa prav takrat tudi zapadejo posojila, ki jih je država sprejela in ki jih bo treba refinancirati oziroma reprogramirati. Ta posojila so po skromni oceni v višini 1 milijardo 200 milijonov. Če vse to seštejemo, vidimo, da bo treba do poletja zagotoviti najmanj po skromnih ocenah 3 milijarde 7 milijonov svežega denarja in preprosta in trezna ocena. Nastale situacije nam pove, da je ta sredstva mogoče zagotoviti, če tujina dobi sporočilo, da v Sloveniji vse državne funkcije kontinuirano delujejo, vključno seveda tudi z vladno funkcijo. Pričemer bi imamo kakršnekoli možnost takšnega prenehanja vladne funkcije, ki bi v sabo pustila negotovostni vakuum, tako kot se je to zgodilo pri zadnjem takšnem prenehanju prejšnje vlade, kjer je to obdobje negotovosti do volitev trajalo več kot 4 mesece. Trajalo je skoraj 4 mesece in pol. V sedanjem trenutku bi bilo to za Slovenijo prevelik hazard. Država si po oceni Zborne republike takšnega hazarda ne more privoščiti. To pomeni, da je treba zagotoviti kontinuirano delovanje državne funkcije, bodi se v okviru vlade zdaj tukaj, ali za tistim načinom, ki ga v takih primerih ustava predvideva tudi kot prednost. Se tako imenovano konstruktivno nezaupnico. Ob sprejemanju slovenske ustave, pa že prej ob zasnovah slovenske ustave je bilo veliko razprave tudi v tem, pred očmi so razpravljalci takrat imeli položaj v nekaterih drugih državah v Evropi, ki so se lahko znašli včasih v zelo pogostih vladnih krizah in v zelo hitrem menjavanju vlad. Taki položaji so bili v sosednji Italiji, še pred tem, ker je morda že zvedelo iz zgodovinskega spomina, pred letom 1958, pa tudi v Franciji. Vendar smo seveda ustavni pravniki poznali tudi komparativno te primere in zato je v slovensko ustavo zavestno utkana možnost bodisi tega, da vlada nadaljuje z delom še naprej, ali pa da pride do menjave vlade na podlagi konstruktivne nezaupnice. To se lahko zgodi zelo hitro in taka menjava vlade ne vzbudi v tujini nobenih pomislekov, kajti potem je kontinuiteta vladne funkcije zagotovljena. Reformni ukrepi se seveda gotovo bolje nadaljevati, zato pa v Sloveniji praktično ni nobene razumne alternative. Reformni ukrepi in prizadevanja za dvig konkurenčnosti so edina pot, ki lahko Slovenijo pripelje iz krize. To je pač osnovni premislek v okviru Zbora za republiko. Zbor za republiko se je odločil, da te zadeve predloži javnosti tudi v okviru ustavne pravice in temeljne svoboščine do zborovanja in svobodne izmenjave mnenja. Ustava seveda govori, da morajo biti zborovanja mirna, se pravi, mi se zavzemamo vse skozi za mirna zborovanja v skladu z ustavo in z zakonom, zavzemamo se pa tudi za svobodno izmenjavo mnenja v okviru
različnih mnenj, ki so v družbi. Ob tem pa ne vem še tole. Mnogi oblikovalci mnenj, ki se pojavljajo v zadnjem času, tudi na javnih shodih, izrazijo mnenja in stališča, ki so v mnogih pogledih identična z mnenji in stališči Zbora za republiko. Z njimi smo pripravljeni vedno odprti in odlično razpravljati spoštljivo in odprto. Ne navedem, katera so tista stališča, ki so gotovo identična. Recimo prizadevanja za enakost pred zakonom, za pravičnost za vse, za uveljavitev pravne države. To so stališča, ki jih zagovarjamo od vsega začetka. Tudi za natančen nadzor nad usihanjem nekdanjega skupnega premoženja, kasneje državnega oziroma javnega, in za natančno analizo, kaj se je dogajalo v našem bančnem sistemu in v velikih konglomeratih, ki so sodelovala v teh procesih. To so gotovo vprašanja, ki zahtevajo razpravo, smo za strpno in mirno razpravo, in v vseh teh pogledih se zelo strinjamo z vsemi stališči, ki so bila večkrat izpostavljena tudi na shodih, ki jih organizirajo v zadnje čase tudi na javnih prostorih. Seveda pa Zbor za republiko pri tem vendarle izhaja tudi iz sporočil same slovenske ustave in njene temeljne listine. Takrat smo v temeljno listino napisali, da se Slovenija osamosvaja tudi zato, ker izstopa iz nekdanje države, ki je grobo kršila pravno državo in človekove pravice in temeljne svoboščine. Med temi pravicami in svoboščinami pa je gotovo tudi svobodno oblikovanje politične volje. Svobodno oblikovanje politične volje se oblikuje v svobodni demokratični družbi, tako kot jo poznamo na današnjem modernem svetu, zlasti pa v okolju, ki mu pripadamo, to je v Evropski uniji. Svobodno oblikovanje politične volje se v tem okolju oblikuje tako preko političnih strank. In naj ne spregledamo tega, da tudi Ustavno sodišče v eni svojih odmevnih odločb jasno in nedvomno povedalo, da so politične stranke nepogrešljiv sestavni del demokratičnega sistema in svobode demokratične. Kaj ti omogočajo pregledno ravnanje predstavnikov in pregledno oblikovanje politične volje. Zato seveda se težko strinjamo z zamislimi, da bi prišli v takojšno neposredno demokracijo, takšne zamisli se pojavljajo. Smo pa naklonjeni zamislenim predlogom, da se okrepi sodelovanje državljanov in tudi drugih skupin civilne družbe pri sprejemanju odločitev, ki so skupnega pomena, recimo tudi pri oblikovanju zakonov ali pri oblikovanju drugih tehnik odločitev. Gotovo, v tem primeru je dialog smiseln in potreben, zato smo tudi si izbrali kot sporočilo, ki ga želimo posredovati na tem shodu, tudi to, da se zavzemamo za kulturo dialoga. Za kulturo dialoga, za čim več razpravljanja, ne samo izražanja nekega nezadovoljstva, za čim več odkritega razpravljanja in za svoboden izmenjavo mnenj. To so osnovna sporočila, ki jih želimo sporočiti na shodu, ki ga bomo priredili v petek ob 11. dopoldne, na katerega vabimo tudi vse, ki v srcu dobro mislijo, tako kot smo dejali, in na katerem želimo predstaviti tudi tista stališča politične volje, ki je oblikovala slovensko pomlad in ki je prispevala k temu, da smo prišli tudi vlastne države v prelomnih letih
koncu 80-ih let in začetku 90-ih let.